18. usporednik. V 18. usporedniku obračamo sprejemnike na zahod. V Washington kličemo našega dopisnika Andreja Stoparja. Andrej, se slišimo? Se slišimo, lepo pozdravljeni. Ja, ne spomnim se, da bi v katerem drugem mandatu ameriškega predsednika tako pogosto zjutraj odprl stran z novicami, ampak pripravljen čisto na vse. Andrej, imaš ti mogoče kakšno posebno sprostitveno tehniko, ki pri tebi deluje v teh primerih in bi jo delil s poslušalci? Pravzaprav je nimam, ampak zdaj, ko si rekel, potrebujem jo, ja, moram jo najti. Tako, pametna investicija časa. Med kovanca, ta ameriška zunanja politika je res čedalje bolj nepredvidljiva. Trumpova definicija zavezništva pa se kaže vse bolj prožna, celo zamegljena. Da, ta definicija je pravzaprav res zanimiva, kajti pri predsedniku, ameriškemu predsedniku je tukaj tako rekoč vse enako. Zavezniki, sovražniki, z enakimi vatlom jih udari, recimo, kadar gre za zaščitne carine. Če pogledamo samo NATO, kako smo definirani kot zaveznice, pomembno je, kakšen je obrambni proračun. Drugo pa je že pravzaprav odrinjeno nekoliko na stran. Vse, če sodimo po temah, ki se najpogosteje vrtijo. In tako naprej in tako naprej. Skratka, zdaj smo na primeru Bližnjega vzhoda, dve ameriški zaveznici, Izrael in Katar. In ena napade drugo, Amerika pa zraven gleda. In če poslušamo, kako je predsednik Trump pojasnil ameriško stališče oziroma vlogo, bodo držale ocene tistih analitikov, ki pravijo, da se kredibilnost ZDA na Bližnjem vzhodu rapidno manjša. Kajti rekel je seveda grozno, ta napad ni bil ameriška pogruntavščina oziroma ni zrasel na ameriškem zelniku, pa vendar Izrael ima vendarle prav, vse kar zadeva talce. Tako da čudna logika, čudna zavezništva in predvsem zaveznice ne vejo, kaj ne si mislijo s takšno veliko botro Ameriko, kakršna je dan danes. Ja, ki prilagaja pravila igre situaciji. Tako, z dneva v dan, iz ure v uro. Ja, tudi ameriška notranja politika je polna spornih potez, recimo napotitev nacionalne garde na ulice demokratskih mest, zdaj na vrsti Chicago, ampak kaj to dejansko vnaša v ameriški politični trenutek in kako se povezuje vse to tudi s politiko priseljevanja? Da, vedeti moramo, da vojska nima prostora znotraj samih ZDA, skratka na ozemlju ZDA. Namenjena je intervencijam od zunaj in utrjevanju ameriških strateških interesov oziroma varnosti navzven. Zdaj pa z nacionalno gardo, ki je sicer rezervistična, torej to so rezervistične enote, dobivajo Američani oborožene, zdaj ponovno tudi oborožene, ne samo uniformirane vojake na ulice, kjer patruljirajo, kjer lahko legitimirajo človeka in tisti s posebnimi oblastili, torej zvezni agentje, kateri od zveznih agencij ali pa obmejne službe, torej zvezne službe za carine in za priseljenske zadeve, ti lahko seveda aretirajo in odpeljejo človeka tako rekoč kar tako in pri tem so lahko celo zamaskirani. Kaj to vnaša? Vnaša en globok nemir. Američani ne vedo, kaj ne si pravzaprav o tem mislijo, protestirajo veliko na ta račun. Kako pa je povezano to s politiko priseljevanja, to smo pa videli že v Los Angelesu junija in to vidimo oziroma temu bomo priča zdaj v Chicagu. Namreč najprej seveda pridejo zvezni agentje, predstavniki obmejne službe, ki pa seveda aretirajo množično, zelo veliko ljudi, veliko tudi nedolžnih in to v ljudeh vzbuja gnev. Pride do demonstracij, lahko so tudi nasilne, čeprav oblasti pozivajo, naj bodo demonstracije oziroma naj bodo protesti čim bolj mirni in kar naenkrat ti predstavniki zveznih služb potrebujejo varstvo. In tukaj nastopi nacionalna garda.
Zdaj, lokacije so izbrane zelo z nekim političnim premislekom, kajti gre brez izjeme za demokratska mesta, ampak to je znano stališče Donalda Trumpa, da namreč demokrati niso za nič dobri in da izjemno slabo upravljajo, karkoli že upravljajo, česarkoli, na čelu česarkoli so že. Tako da to ni posebno presenečenje, govori se tudi o drugih mestih, skratka o Baltimorju, celo o New Yorku in tako naprej. Ja, brezskrbni jutranji sprehodi so v Ameriki očitno stvar zgodovine. Da, ali pa, to so ugotavljali, prav v vprašanju v Chicagu, ki želijo ravno to atmosfero jutra in konca tedna nazaj. Ja, razmere se pregrevajo. ZDA so doživele še en politični umor. Ubit je bil tudi mladi in konzervativni aktivist Charlie Kirk, ki naj bi predtem dobil več kot 1000 podobnih groženj. Charlie Kirk je bil seveda kontroverzna osebnost, zelo prodoren, z veliko idejami, zelo sposoben, goreč privrženec gibanja MAGA, vrst tako imenovanih krščanskih nacionalistov. Skratka, ljubitelj teorij zarote, teorij zarot več, skratka, to je bil del njegovega repertoarja zelo pogosto. Skratka, vse te vrednote, ki jih danes najdemo na desnici, je poskušal pripeljati do mladih. In pri tem je bil zelo uspešen. Bil je eden najprodornejših glasnikov, ki je imel na milijone sledilcev na družabnih omrežjih in zelo veliko ljudi ga je spremljalo na tistih medijskih portalih, kjer se je pojavljal. Ampak bil je predvsem neodvisen v tem pogledu, skratka ni bil del mainstream medijev. In zgodilo se je, da organizirali so srečanje s študenti na univerzi Utah Valley v zvezni državi Utah in tam se je pojavil zdaj strelec, ki je z enim samim strelom iz strehe, približno 200 metrov oddaljene, zadel Charlieja Kirka v vrat in Kirk je podlegel tej rani in Amerika je pravzaprav se zgrozila in se spet zavrtela v tem znanem krogu, ko se nekaj zgodi, nekaj tragičnega, nekaj globokega, jo pretrese, začnejo iskati krivce, si presegajo nikoli več, da bodo nekaj spremenili, popravili, na kar se pa začnejo seveda takoj prepirati, kajti tukaj pa že rešitve pa že niso stvar enotnega pogleda in to je treba. In razkol se zaradi tega samo še poglablja in nadaljuje. Ja, te razkoli so v družbi res v temeljih. Charlie Kirk je bil odločen zagovornik tega zloglasnega drugega amandmaja k ustavi. Je morda njegova smrt ponovno sprožila kakšne razgrete debate v tej smeri? Pravzaprav, če jih ni, jih pa še bo. Zelo podoben odziv lahko vidimo recimo po množičnih strelskih pohodih. Takrat se tudi takoj razplamti razprava o regulaciji dostopa orožja za civiliste, seveda prepoved prodaje določenih vrst orožja in tako naprej. Ampak to ne pade na plodna tla. Orožarski lobi je izjemno močan in tukaj seveda je to drugo ustavno določilo, ki državljanom zagotavlja pravico svobodnega nošenja orožja in pri tem se zmeraj konča. In Amerika se, potem ko se je zavrtela v tem krogu, vrti naprej, ampak spremeni se pa nič. Tako da tudi v tem pogledu zelo dvomim, da se bo karkoli spremenilo. Je pa res, da je tukaj bolj kot razprava o orožju, zdaj razširjena oziroma močna v ospredju razprava o političnem nasilju na splošno. Amerika se je pogreznila v recimo temu strujo političnega nasilja, že nekaj časa se pogreza. Res pa je, da če se ozremo dlje nazaj v zgodovino, to za ZDA ni nič kaj novega. Torej karavana gre dalje. Gre naprej, tako. Ja, Trump poziva k nenasilnim odzivom na to, kar se je zgodilo, a hkrati na nek način spet obrača situacijo v lastno korist. A se ti zdi, da bo Charlie morda kot mučenik Trumpovi propagandi služil še bolje? No, za mučenika ga je pravzaprav imenoval v tem svojem prvem odzivu sam predsednik Trump.
Kirk, ki bo zdaj posthumno prejel tudi najvišje civilno ameriško priznanje, to je medalja svobode, bo nedvomno tudi po svoji smrti odigral neko vlogo pri širjenju nazorov ameriške desnice in pa seveda sedanje oblasti. Nedvomno. Vprašanje pa seveda je, kaj bo to Ameriki kot takšni prineslo, kajti, kot sem prej rekel, v tej točki se začnejo vsi prepirati, vsak potegne na svojo stran in ta prepad, ki loči oba pola Amerike, se samo poglablja. In tukaj tisti malce manj pristranski ali pa malce manj opredeljeni za eno ali drugo stran, zelo pogrešajo neko občo povezovalno idejo, ki bi Američanom spet povedala, da so Američani in da bi to resnično začutili in se na tak način premaknili naprej. Tega v tem trenutku ni videti. Ja, tudi razvrednotenje moči argumenta in dialoga ne čutiti, mislim, da povsod ne. Predvsem pa ja, v ameriški javnosti. Donald Trump ni le mojster zgoščevanja moči, ampak tudi kompetenc, če še tega se dotakneva. Torej, z eno roko bi lahko rekli, da nadzoruje pravila svetovni trgovini žuga, ne, z drugo pa upravlja celo revizijo domačih univerzitetnih programov. Ja, to je zanimivo. S tem, ko smo se dogovarjali glede tega vprašanja, sva merila v Teksas, kjer se je na en izmed univerz, tu se lepo vidi, kako so pravzaprav ljudje razumeli in zapadli v to družbeno klimo, ki zdaj vlada. Namreč študent je na predavanjih skrivaj snemal profesorico, ki je predavala, mislim, da je bil predmet književnost, ampak nekaj iz teorije spola, ki pa je zdaj seveda s prihodom te administracije postala nezaželena, celo prepovedana tema. Skratka, ta teorija spola, genderne študije in tako naprej, to se je umaknilo iz kurikuluma oziroma iz učnih programov oziroma akademskih programov na univerzah. Celo prepovedano je ponekod to predavati. In zdaj, profesorica je to predavala, študent jo je snemal in se na to uprl, češ da profesorica, njeno početje je nezakonito. In zadeva je šla tako daleč, da je ne samo profesorica izgubila službo. Službo je izgubil tudi predstojnik oddelka in dekan fakultete. Tako da na tak način je univerza disciplinirala lastne kadre in pač ubogala zakon oziroma narek od zgoraj. To je globok poseg v neodvisnost visokošolskega izobraževanja, ampak tukaj seveda je teh zgodb nič koliko. Lahko smo gledali zgodbo Univerze Harvard in drugih vplivnih univerz, recimo Kolumbije v New Yorku, ki je pokleknila prva pravzaprav, pa tega niso vsi pričakovali. Skratka, vplivanje na učne načrte, pa ne samo na učne načrte, na nazorske opredelitve tako študentov kot profesorjev. No, to je za Ameriko nekaj zelo novega. Ja, tole bi lahko primerjala kar z javnim sežiganjem knjig. Tako. Ja, no, obstajajo pa tudi seveda seznami prepovedanih knjig po posameznih zveznih državah. Tako da, ja, tukaj je treba biti precej previden v Ameriki, ja. Še ene strani bo razprla. Večmesečna raziskava New York Timesa je nedavno razkrila vpletenost banke, pomembne, močne banke JP Morgan v Epsteinovo afero. Še to me zanima, kako odzvanja na ameriških tleh, pa tudi kako Američani berejo med vrsticami pravkar objavljenega svežnja voščilnic, ki jih je Jeffrey prejel ob Abrahamu. Ja, da, demokrati so objavili to voščilnico Donalda Trumpa Jeffreyu Epsteinu. Zanimiva voščilnica pravzaprav, z brisom golega ženskega telesa in z nekim namišljenim dialogom med Donaldom in Jeffreyjem, ki ugotavljate, da imate nekaj skupnega, neke skupne interese in se hitata ob tem in na nekaj namigujeta. In potem je spodaj še značilen za Donalda Trumpa podpis. Zanimivo pa je, da je v natisnjenem delu ime in priimek,
podpisano je pa samo Donald. Tako da zdaj seveda trdijo, da ta podpis ni pristen, da je vse skupaj ponaredek. Predsednik Trump govori, da je to potegavščina demokratov, čeprav vse dobro vemo, kam je to se seglo in da pravzaprav demokrati tukaj nimajo kaj veliko opravka. Kar pa zadeva JP Morgan Chase banko, no, banka je že septembra leta 2023 na Deviških otokih morala plačati odškodnino Deviškim otokom ravno zaradi tovrstnih finančnih transakcij in malverzacij obenem, povezanih z Epsteinom, 75 milijonov dolarjev je tam plačala, ampak dejansko je banka v dobrih 15 letih, čeprav je neposredno operativni kader pa srednji menedžment so opozarjali navzgor odgovorne, da nekaj tukaj ni v redu, da je tukaj nekaj smrdi in da očitno ne gre za početje, ki je skladno z zakonom, pa so vsa ta opozorila pometli pod preprogo in še naprej sodelovali z Epsteinom, ker je prinašal izjemne dobičke in zelo povezovalno pravzaprav v bančnem svetu deloval, se tudi sam je bil finančnik. V dobrih 15 letih so na tak način pretočili za dobro $1 milijardo denarja samo za Epsteina in samo za njegovo to mrežo spolnega tihotapljenja oziroma tihotapljenja mladoletnic v spolne namene. In to je seveda Američane zgrozilo in od vse povsod se sujejo kritike in izrazi ogorčenja. Vprašanje pa je, kaj bo to na banko kot tako, kakšen vpliv bo imelo in vprašanje seveda, če bo zaradi tega kdo izgubil službo. Če smo že prej govorili o univerzitetnih profesorjih in dekanih, ki izgubljajo službo lahko po tekočem traku, bodo tudi bankirji? Dobro vprašanje, ampak ne vemo. Ja, res pretresljive povezave in sosledja, ampak odgovornosti pa nažalost verjetno na koncu ne bodo prevzeli pravi ljudje. Se zamegli in postane prožna in takšna meglina, kot je definicija zavezništva po Donaldu Trumpu. Hvala za odlično iztočnico. Za na konec slika te Amerike, v kateri se cedita med in mleko, se mi zdi, da tudi že nekaj časa bledita. No, bledita, no, pa čeprav moram tudi priznati, no, tako zelo, zelo slabo na vsakodnevni ravni pa tudi ni. No. Andrej, obdrži ta svoj zaščitni znak, ta resilience, mislim, da je ta angleški izraz, torej psihološko odpornost, ne, pa neko osebno čvrstost. Lep pozdrav v Washington. Hvala in srečno Slovenijo.